2, go! Bravo ga! Jebeni respekt. Poročilo 11. meseca. Hotel sem malo pokombinirati športe, zato sem naredil triatlon sprint. Začel sem s plavanjem na Mariborskem otoku, 750 metrov, to je bilo slabih 20 minut nekje. Potem je sledil pa prehod iz plavanja na kolo. Čas, da sem se preoblekel, da sem prišel iz bazena, se ubrisal, prišel do avta, do kolesa in tako naprej. To je trajalo nekje slabih 7 minut. Potem kolesarjenje, 20 km do Ruš. Potem prehod iz kolesa na tek je bil dosti hitrejši, logično, 2-3 minute. Potem pa še tek po ulicah Ruš. Vse skupaj mi je nekako uspelo v 1 uri pa polno. Tako da lahko rečem, da sem zadovoljen z rezultatom. Potem kolesarjenje. Ena turca je bila čez Krško do Novega mesta in potem nazaj čez hribe do Mokronoga in nato do Sevnice. No, potem ena druga spet je bila recimo taka zanimiva, je bila čez Metni vrh in Planino, to je malo tako gor dol, do Šentjurja, nato do Celja, na Celju pa še pol vzpon na Celjsko kočo. Potem je prilika nanesla tudi v Portorožu, sem šel s kajakom do Lucije in nazaj. Taka zanimiva izkušnja, no. Malo je bilo vroče sicer, ampak recimo. S kolegom smo preizkusili tudi najkrajšo in najbolj pokončno pot na Pohorje. Problem je bil, da je bilo zaradi sonca skoraj malo prevroče, sicer pa zanimiva pot. Zaradi grmičevja sem imel občutek, kakor da grem proti plaži, ampak navzgor proti plaži, ponovadi se gre navzdol, ne. Z bratrancem smo se lotili pohoda na Kum in kot pri vseh mojih pohodih na Kum smo se tudi tokrat tradicionalno izgubila. Malo pred smo hodila mogoče po bližnjicah, no ampak na koncu smo vseeno pač prišla do vrha. Zdaj pri vseh teh zunanjih aktivnostih, ki sem jih imel v tem času, mi je dostikrat ponagajalo vroče sonce, tako da je bilo treba včasih tudi kako pauzo, 2-3 več narediti, kot bi sicer bilo treba, ne. Malo je bilo treba včasih špekulirati, malo gledati, kako bo vreme, se prilagajati vremenu. Zdaj za te malo večje športne izzive, podvige, kakorkoli, sem čakal tako malo bolj hladno vreme, oblačno vreme. Tako sem šel teč za Savo od Krškega do Sevnice in potem še naprej do Brega. To je skupaj naneslo 28 km. S tem sem pa nekako vedel, da sem pripravljen tudi za maraton. Kasneje sem izvedel še maraton, to je 42 km. Zdaj, cilj mi je bil samo preteči to razdaljo, kar mi je uspelo v 5 urah pa 30 minut. Zdaj, tako na vseh organiziranih maratonih, sem tudi tu imel določene točke, kjer je brat postavil avto. Noč so bila vsa rezervna oblačila, hladilna torba za vso pijačo in pa prehrano. V 20 km sem si vzel tako 15-20 minut pauze in pojedel 2-3 palačinke. V tem mesecu sem se tudi izselil iz Študenta, iz Maribora. Sem v bistvu tako malo skakal, malo sem bil doma, malo v Mariboru, malo nekaj na pol poti in sem potem pač malo improviziral in kombiniral različne športe. Plavanje, s prijatelji sem delal sparinge, nanesla je priložnost k igranju odbojke na mivki, potem fitness, kjer sem delal tako osnovne kot tudi napredne tehnike. Pilil sem snatch, to je potek, in pa clean, oziroma sunek. Potem, ker doma nimam vseh potrebnih vaj, sem malo improviziral in delal vaje z lastno težo, tudi dodatno z utežmi. Pogojno sem uspel narediti celo muscle-up oziroma vzgib na drog, ampak to je tako zelo pogojno, ker grem najprej čez eno roko in potem čez drugo. Delal sem vaje za stabilizacijo stoj, poskoke s kolebnico, celo tako sem probal, da sem križal vmes. Tista kolebnica je letela na vse možne strani, ker nikak ni šlo, ne. Postopno sem prenesel gainer oziroma airbag salto iz trampolina na tla na blazino in kasneje tudi na čisto tla brez blazine.
Na gimnastiki sem se lotil nekaterih osnovnih obratov ob steni. Zdaj govorim o wall spinu, kjer še vedno potrebujem blazino, pač samo ob steni ga ne morem narediti. In pa wall flip, oziroma po domače je to pač salta od stene z nogam nazaj. Lotil sem se tudi osnovnega preskoka čez skrinjo, to je Kong tehnika, tudi nekaterih breakdance gibov, ki so mi v bistvu postali všeč. Ene izvajam na blazini, ene na tleh, pa čisto tako je, eni mi grejo malo boljše, eni pa malo slabše. Ok, še 3 zanimivosti. Prva, videl sem strongmane, kako vlečejo tovornjake za sabo, pa sem se sprašal, če lahko jaz tudi avto premaknem. Tako sem tudi to probal, oziroma smo probali. Probal je tudi brat in kolega. Ugotovili smo, da je to izvedljivo tudi v različnih obutvah. Kolega je namreč vlekel v japonkah. Tako da ja, avto ni velika umetnost po ravnem premikati. Druga zanimivost, na eni izmed večjih študentskih zabav oziroma dogodkov, bazeni energije, me je kolega nevede prijavil na skoke v vodo. Jaz sem že prej šel par osnovnih in akrobatskih skokov iz nizke in visoke skakalnice, tako da sem pol nekako pokazal dvojno salto nazaj in se uvrstil v finale. Potem pa se je zgodilo to, da je sodnik rekel, da če naredim trojno, da bom zmagal, in pa so vsi začeli vzklikati trojna, trojna, trojna. Jaz sem nekako predvideval, da ne bo šlo, ne? Ampak sem kljub vsemu v bistvu se zaprl in odvrtel. 1, 2, go! Stal sem na hrbet, zdaj hujšega ni nič bilo, malo sem imel rdeče, malo so mi potem reševalci iz vode posprejali. Pol je bilo neodločeno, ne? Smo mogli narediti še vsak po en skok. Sem šel pa eno tako lepo dvojno, ko sem se res lepo zaprl, špičke, elegantno vse. In sem pol nekako zmagal in osvojil prvo nagrado. To je bilo mestno kolo. Kaj sem recimo zdaj hotel s tem povedati, ne? Je v bistvu, da množična spodbuda poskrbi in me sili, da grem naprej, pa da vrtim, pa da probam stvari, ko jih ne znam, pa za katere mislim, da jih ne bom naredil, pa tudi, če mi spodletijo, ne? Recimo, isto je bilo pri trojni naprej, ko sem jo delal v jamo v Mariboru, ne? Tista tišina v telovadnici me je kar tako nekako nervirala, ne? Ko so bili pa tisti, preden sem šel, ko je bilo vzklikanje, pa ko mi je on trener rekel, samo idi, imaš ti to, greš zdaj, vrti! Pač greš, pa vrtiš, pa rata, ne? In ista zgodba je bila tukaj, ne? Pač vzklikanje po spodbudu je bilo tako močno, da sem enostavno šel in zaprl vrtu in dobro, pač zaradi višine ni ratal, ne? Ampak sem pa vsaj probal, ne? Ok, tretja zanimivost. S prijateljicem smo preizkusili vlekanje. Zdaj, v bistvu nekako mi je bila vleka z vrvjo že domača, še od zime, ko smo me z avtom vlekli, jaz sem bil pa zadnji na smučah. Tam je bila tukaj ta zgodba, da ni bilo snega, ampak je bila voda, pa namesto avta je bila v bistvu zajla v zraku, ne. Zdaj najprej sem preizkusil osnovno desko, kasneje pa pravo desko za bordat, tako da sem v bistvu nekako spoznal še malo ta sistem na vodi. Zdaj najbolj kritično je na začetku, ko štartaš, ne, ker tam moraš težo naenkrat prenesti na zadnjo nogo, kar je ravno obratno od bordanja na snegu, kjer imaš v bistvu težo na sprednji nogi. Hkrati moraš pa v bistvu tudi amortizirati z rokam ti šus, ker ko zajla preleti, imaš že neko hitrost in pol te kar naenkrat cukne, ne. Naslednja faza problemu je bila vožnja skozi ovinek, v bistvu tam zajla malo popusti, pa spet zategne, ampak pa ful bolj zategne in moraš ti v bistvu silo amortizirati tako, da potegneš tisto ročko k sebi in pa postopno roko daš stran, tako da v bistvu malo amortiziraš ta šus, no. Ampak dobro, na koncu dneva so me bolele vse mišice od A do Ž in moram reči, da zelo zanimiv in dober šport, no. Tako, to bi bilo vse, pa se vidimo v naslednjem poročilu 12. meseca. Čusi! Fuck, jaz sem pa malo zdaj zašel. Nek med praproto. Tako, malo sem se sprehajal, govoril sem poročilo in sem zašel daleč stran. Kva? Je to gobo? Kaj je to prava? Dober. Sem ponosen na sebe. Snemal sem poročil, pa najdel sem gobo. Fuck, ne.
Si pri zobozdravniki divjak, dej se sprav vse. Ja, potem sem se lotil ene kolesarske, saj jih je bilo več. Veter piha, tukaj je moč zvok, ne, veter sploh ne moč zvoka, ne. Dej, cilj mi je bil samo preteči, kaj ne morem tega povedati, stari moj, se kdo norce dela z mene, zdaj glede. Cilj mi je bil preteči to razdaljo. Kdo pa povedal, kakva je to razdalja? 1 kilometer, 2, mogoče 3. Kaj pa če je 15? Recimo igranje odbojke s prijatelji. Potem spanje tukaj. Se tudi nekterih, zdaj bo veter pihal, kaj. Ugasn ventilator, nekatere izvajam na blazine, slovenščina, porka, duš. 3 zanimivosti še. Skanemo, z desno pa lahko. Pa sem hotel probati tudi jaz avto premikati, pa sem se hotel probati, pa saj sem probal, ne, a veš. Ne sem hotel, sem. Ok, druga zanimivost. A lahko veter piha, res? Fuck it, fuck. Opa, sezul si me skoraj, veš. Sem da se nož zmotil, pa namesto za palico za mojo roko prijel. Tist ne bo v redu. Ne, to že nisem jaz, to pa res nisem jaz. Kaj pa tu? Le od kje je ta frizura? To je pa Super Saiyan. To je pa Super Saiyan 2. Vidite razliko? Tam se še kar ne morem spremeniti. Po moje delam nekaj ful narobe. Bomo videli, kaj bo cajt prinesel.